Lepo pozdravljeni. Danes bi vam radi predstavili študij religiologije in etike, ki je magistrski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. In prosim predstavnika programa, profesorja Marijoža Osredkarja, da spregovori nekaj stvari, osnovnih informacij, komu je študij namenjen, kako poteka in kdo se lahko vpiše. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Sem skrbnik programa, to se pravi drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Religiologija in etika. Ta program traja 2 leti oziroma 4 semestre. Teoretično pa je možno tudi podaljšati, vzeti absolventski staž, da se konča magistrsko delo oziroma da se zaključi tudi vse študijske obveznosti. Pogoji za vpis so končana 1. stopnja bolonjskega študija. In sicer iz izkušenj v teh letih, ko poteka program na naši fakulteti Religiologija in etika, smo nekako prišli do spoznanja, da ni pametno postavljati neke posebne pogoje oziroma zahtevati diferencialne izpite, tako da se lahko na ta študijski program vpiše vsak, ki ima končano 1. stopnjo univerzitetnega programa, bolonjskega programa. Tudi tisti, ki morda nimate ali nimajo osnov, bi rekel, ki niso na 1. stopnji še bili deležni nekega študija religij ali ki ne poznajo religij, se lahko vpišete oziroma se lahko vpišejo. Namreč prišli smo do spoznanja, da kdor želi redno študirati oziroma resno študirati, bo lahko nadoknadil ta manko znanja, ki bi ga morda opazil oziroma če se komu zdi, da nima še nekega temeljnega znanja o religijah. To se pravi, se da nadomestiti oziroma se da študirati, vsekakor pa je potrebno dodatno literaturo oziroma neko osnovno literaturo preštudirati, ampak tekom študija, to se pravi, ne postavljamo nobenih pogojev oziroma diferencialnih izpitov. Kot sem dejal, je študij sestavljen iz 4 semestrov oziroma na začetku se študentje seznanijo z metodami raziskovanja v družboslovju in humanistiki oziroma z nekimi osnovami, tako z religijami Daljnega vzhoda, kakor tudi s 3 monoteizmi oziroma posebej se tudi zaustavljamo pri odnosu med religijo in znanostjo oziroma tudi glede temeljnih nekako pojmov, kot so simboli, miti, obredi v religijah oziroma pri verovanju. Zagotovo pa tudi je pri različnih predmetih tudi vsebovano neko podajanje znanja o samem dejstvu verovanja. Medtem ko drugi letnik potem se osredotoči nekako na povezanost sodobno literaturo, na primer literatura in etika, etika v Svetem pismu, vpliv Biblije na kulturo, religija in kultura. Tako da je drugi letnik nekako nadgradnja prvega letnika, ko študent spozna religije in samo dejstvo verovanja, da se v drugem letniku potem seznani tudi, kako se danes religija oziroma verovanje vklapa v sodobno kulturo, predvsem pa tudi, kako sodobni mediji oziroma sodobne tehnologije tudi kakšen vpliv imajo pri verovanju. Na koncu drugega letnika oziroma na začetku drugega letnika se študent odloči za temo, iz katere bo pripravil magistrsko delo, si izbere mentorja. Mentor je lahko katerikoli od pedagoških delavcev oziroma od profesorjev, bodisi na tem programu, bodisi tudi na drugih programih. Vsekakor mi imamo
oziroma kot skrbnik nekako si prizadevam, ampak žal moram vsako leto sproti, da nekako vključimo v pedagoški proces tudi profesorje z drugih fakultet, ki so strokovnjaki na določenih področjih. Na primer, letos smo imeli s Filozofske fakultete Škamperleta oziroma tudi Lenarta Škofa, ki je specialist, ali pa bi lahko rekel v Sloveniji, v sami špici za predavanje vzhodnih verstev. Ravno tako pa nam je uspelo pridobiti tudi muftija islamske skupnosti v Sloveniji, Grabusa, ki je hkrati profesor dogmatike na Teološki fakulteti v Sarajevu, ki je gotovo trenutno v Sloveniji najbolj kompetenten za predavanje islama, predvsem pa so študentje zadovoljni, ker nekako dobijo iz prve roke določene informacije, oziroma ne gre samo za teoretično podajanje snovi, ampak Grabus zna to prikazati, bi rekel, zelo praktično oziroma zelo v kontekstu sodobne situacije na svetu. Tako da se, kot pravim, trudimo, ampak vsako leto sproti je treba sklepati pogodbe oziroma dobiti soglasje za te zunanje predavatelje in trudili se bomo tudi v prihodnje, da bi dobili tako imenovane profesorje goste. Drugače pa smo na seznamu domačih predavateljev, tisti, ki se ukvarjamo z religiologijo tudi na prvi stopnji in pa filozofijo. Ne smemo pozabiti, da je torej smer oziroma program religiologija tudi namenjen spoznavanju etike. Etika izhaja iz religije in zato je zelo dopolnjujoče namreč znanje religije in etike. In mislim, da je poznanje ne samo religije, ampak tudi etike v današnjem svetu zelo pomembno oziroma zelo koristno za vsakega študenta oziroma nekoga, ki ima interes. Glede zaposljivosti, glede bodočnosti študentov. Poglejte, na žalost moram iskreno povedati, da ni nobenih rezerviranih delovnih mest za tiste, ki končajo z magisterijem program religiologija in etika. In dejansko tako, kakor mnogi programi na humanistiki in družboslovju in kakor tudi tisti, ki diplomirajo na teologiji prvo stopnjo, dejansko ima vsak študent veliko možnosti, ampak se bo moral pri različnih možnostih tudi potruditi oziroma bo moral morda tudi narediti kakšno dodatno izobraževanje, predvsem tisti, ki bi morda želeli delovati v šolstvu, v slovenskem šolstvu, na pedagoškem področju, bodisi v osnovnih šolah, bodisi na kakšni drugi stopnji. Se pravi, da je potrebno opraviti neko dodatno izobraževanje. Drugače pa je vsekakor namenjen program tistim, ki želijo delovati v cerkvi oziroma ki želijo kot kateheti pomagati na župnijah oziroma pri pastoralnem delu, predvsem pa tistim, ki se zanimajo. Lahko bi rekel, da je to edini program na Ljubljanski univerzi in lahko rečem tudi v Sloveniji, ki dejansko da najpopolnejše znanje o religijah, o verovanju oziroma tudi o povezanosti verovanja in religije z etiko. Tako, za osnovo bi torej tukaj končal, vsekakor pa sem za vsako vprašanje oziroma za kakršnokoli vprašanje tudi na voljo, da odgovorim. Hvala za predstavitev. Mogoče bi vas še, profesor Osred, kar prosila, če poveste eno razliko med kulturologijo, sociologijo religije, teologijo in samo religiologijo. To je bilo tudi eno izmed vprašanj. Po čem je ta smer religiologija prav specifična oziroma po čem se loči od prenašteti smeri? Poglejte, teologija se osredotoča na katoliški nauk oziroma na krščanstvo in na prvi stopnji, kjer predavamo teologijo, več ali manj
dobijo študentje samo osnovne informacije o drugih nekrščanskih religijah. Medtem ko na drugi stopnji, na religiologiji, se mi osredotočimo oziroma predstavimo res, kolikor se da, v detajle različne nekrščanske religije oziroma sam pojav vernosti. Razlika med kulturologijo ali sociologijo religije. Poglejte, sociologija religije predstavlja neka dejstva oziroma vam študentom nudi neke informacije o religijah, o različnih religijah. Medtem ko na religiologiji, ali lahko bi rekli kot primerjalni religiologiji, skušamo oziroma damo študentom, bi rekel, stališča vere, ali bi rekel, izhajamo iz vere, iz stališča vere. Zato so tudi naši predavatelji vsi nekako verniki in poskušajo iz svoje izkušnje posredovati, kaj pomeni verovati. In ne samo, kaj pomeni verovati v katoliški cerkvi oziroma kaj pomeni biti kristjan, ampak iz izkušnjo vere dejansko predstaviti, kaj je, na primer, kaj pomeni verovati v islamski skupnosti, kaj pomeni biti budist ali hinduist, in tako naprej. Se pravi, bistvena razlika, ki jo vidim, je, da sociologija religije oziroma kulturologija podaja samo neke informacije o verovanju ali o različnih religijah. Medtem ko na naši fakulteti izhajamo iz vernosti oziroma iz izkustva vernosti in s tem izkustvom študentom predstavljamo tudi druge religije. Kakor pa sem rekel, se trudimo, da bi na primer iz prve roke dobili informacije in izkušnjo vere tudi na primer o islamu strani profesorja, ki je sam musliman, oziroma tudi z strani, na primer, kako so vzhodna verstva, strani profesorja, ki je tudi sam izkusil oziroma neko obdobje preživel tudi v Indiji in izkusil samo indijsko verovanje oziroma verovanje v Indiji in tako dalje. Hvala. Danes sta z nami tudi dve alumni, bivši študentki smeri religiologija in etika na naši fakulteti, Maja Šumrana, sedaj doktorska študentka religiologije, in Urška Fele, ki pa dela magisterij sedaj tudi v Luno, dodaten. In mene zanima, zakaj ste se pa vidve odločile za ta študij in kaj vam je dal? Maja, prosim. Jaz sem se za ta študij odločila po prvi stopnji študija, kjer sem študirala dvopredmetno na teološki fakulteti in na filozofski fakulteti smer sociologija. In sem se nekako odločala, grem naprej smer sociologija oziroma teologija ali pa pač religiologija. In me v bistvu ta smer najbolj pritegnila, najbolj se mi je zdela zanimiva, da lahko pridobim največ znanja o tem, kar me najbolj zanima. In v bistvu so pač to verstva, predvsem me je zanimalo krščanstvo v zahodnem svetu, kar mogoče je malo drugače od teh splošnih zanimanj za verstva, ko so islam, judovstvo, vzhodna verstva so pač za nekatere bolj aktualna. Mene pa predvsem ta vidik zanimal, tako da sem se zaradi tega odločila. Hvala. Še Urška. V bistvu, jaz sem se vpisala že na prvi stopnji na teološko fakulteto, na 3-letni program, v bistvu z razlogom, da bi potem nadaljevala moj študij na zakonski in družinski terapiji, ampak sem po enem letu študija ugotovila, da jaz mogoče ne bi bila glih dober terapevt. So me pa takrat zelo začele zanimati različne religije, v bistvu pogledi religije na različna, se pravi, ali vprašanja v svetu, ki jih imamo ljudje vsakodnevno. In v bistvu na koncu v 3. letniku sem tudi naredila
diplomsko nalogo, kako v bistvu te različne religije gledajo na moralne vprašanja, predvsem iz področja medicine. Takrat je bilo to darovanje organov in v bistvu sem se v tistem trenutku odločila, da pač želim nadaljevati ta študij, in sem šla potem naprej na religiologijo in etiko, predvsem tudi z razlogom, ker me zanimajo ta etična vprašanja. Predvsem iz področja, se pravi, medicine, tudi zdaj še vedno delujem na tem in vedno nekako v ozadju imam tudi to, da sem doštudirala religiologijo, kar pomeni, da karkoli delam, imam vedno v ozadju. Ja, v redu je, zdaj recimo, kad delam magisterij iz teologije, je krščanstvo, krščanski pogled, ampak vedno pogledam še, kako pa druge religije gledajo na to dotično vprašanje. In ponavadi je zelo zanimivo, kako se v bistvu razlikujejo različni pogledi v nekaterih stvarih, ampak v nekaterih stvarih, na katerih pogledih so si pa zelo blizu, čeprav so si v bistvu tukaj različne na nek način. Tako da predvsem zaradi tega. Super, hvala. Mi smo tudi postavili vprašanje na naših družbenih omrežjih in en izmed vprašanj, ki je naše sledilce zanimalo, je, kako pa izgledajo vaje na samem študiju religiologije in etike. Tudi ali so konkretne, se gre v različne ustanove, v različne skupnosti, ali izgledajo na kakršenkoli drug bolj fenomenološki način. Pri nekaterih predmetih so predvidene tudi tako imenovane vaje, poleg predavanj in seminarjev, in odvisno je od izvajalca predmeta, kako izgledajo te vaje. Pogosto vaje izgledajo tako, da na primer profesor da študentom za prebrati neko literaturo, nek članek, neko knjigo in da so potem pri redni uri debata o tej knjigi oziroma da se izmenjajo mnenja. Je pa popolnoma izvedljivo tudi, da na primer profesor, ki predava islam, ure, ki so predvidene za vaje, na primer uporabi za to, da skupaj študenti obišče islamski kulturni center ali džamijo, ali na primer, da profesor, ki predava hinduizem, da odpelje študente razred v Šiško, kjer imamo tudi predstavnike vzhodnih verstev, na primer skupnost za zavest Krišne in tako naprej. To se pravi, da je odvisno od izvajalca predmeta, je pa zelo širok spekter možnosti, tako da ne morem govoriti o nekih pravilih, ker jih ni, ampak vsak profesor, vsak izvajalec sam nekako izvede vaje, kako si jih zamisli. Hvala. Bilo je že rečeno, da se na študij lahko vpišejo vsi študenti, tudi tisti, ki na prvi smeri bolonjskega študija niso imeli religiologije. Pa me Maja in Urška zanima, a bi vama v primeru, da pa ne bi imela kakega predznanja, bilo dosti težje, pa me je to predznanje pomagalo in bi tudi tako sugerirali, da se študenti že vpišejo na prvo stopnjo, ali se vam zdi, da je res lahko nadoknaditi vse stvari? Urška. Okay. Jaz osebno mislim, seveda je lažje, če imaš ti neko predznanje že odprej. To je v vseh primerih, če imaš ti neko predznanje, je vedno lažje nekaj nadaljevati. Ampak recimo jaz sem imela sošolko, ki je prišla na religiologijo, ki ni bila prej na teološki fakulteti. In kakor sem jaz imela izkušnjo in tudi ona, kakor smo se pogovarjali, je bilo vedno tako, ja, mogoče je mogla malo več narediti, kakor jaz v nekaterih pogledih, ampak je bilo pa tudi tako, da predavatelji, saj tako, ko smo imeli izkušnjo, je bilo, da mogoče v enem trenutku, ko je bila ona čisto zmedena, ni točno vedela, kaj se dogaja, smo pač povedali, da ona nima tega predznanja in smo mogoče malo bolj počas, ok, mogoče si lahko ti naknadno doma to prebereš, pa boš potem videla, tako da je zelo prilagodljivo. Tako da v bistvu, če se nekaj pove, da mogoče ti nimaš tega predznanja, ne razumeš toliko, kakor smo imeli izkušnje z našimi predavatelji, je bilo vedno, v bistvu je bilo še bolj, če si povedal, v bistvu so bili zelo zadovoljni, da je nek dialog med nami študenti in predavateljem, da smo se potem pogovarjali o sami zadevi. In mogoče tudi je predavatelj na nek hiter način v parih minutah povedal nek ali koncept ali nekaj, kar
mogoče je njej pomagalo, da je potem bolj razumela samo snov kot tako. Hvala. Maja, se vam je zdelo, da je bilo veliko branja in prebiranja literature tekom študija ali gre znosno? Tudi mogoče z tega vidika, ali se da zraven študija tudi delati, tako redno delo, kakor tudi študentsko delo? Se pravi, ja, pač kot študij humanistike je na religiologiji in etiki zagotovo veliko branja, veliko literature. Ampak po drugi strani mislim, da so predavatelji tudi pogosto usmerijo, katere stvari so mogoče, lahko prebereš, da pač hitreje dojameš. Eno je pač branje se pravi, primarnih virov, drugo so pa potem pač viri o tem, kar zagotovo pomaga. In se mi zdi, da se da, če mogoče primerjam z filozofsko fakulteto, ker imam izkušnje tudi od tam, je, mislim, da v bistvu čist znosno, da je tukaj bolj usmerjeno, ni toliko primarnih virov, ampak je bolj strnjeno, tako da mislim, da se da. Tudi kar se tiče dela, jaz sem že na drugi stopnji, nekaj časa študentsko delala, tako da profesorji so zelo prilagodljivi glede urnika, se da z njimi dogovoriti, tako da ja, to je super bilo, definitivno pa pač vzame študij nekaj časa, potem je potrebno prilagajanje, vendar se da. Bi morda še jaz nekaj dodal. Poglejte, se pravi na našem programu zdaj, bi rekel, slabih 15 let, ki deluje na Teološki fakulteti, največ študentov, da je bilo v letnik vpisanih, mislim, da je bilo 12, drugače pa je, saj zadnja leta, tam okrog 5 študentov vpisanih v letnik in je zelo oseben odnos med profesorjem in študentom. To se pravi, tako kakor je Urška omenila, če ima študent kakšno zadrego ali da vidi, da ima nek manko znanja, mirno na predavanjih lahko dvigne roko, postavi vprašanje, se dogovori za, bi rekel, nek dodatni pogovor ali dodatno literaturo, tako da vsekakor to je, kakor včasih nismo zadovoljni, da je malo študentov, je pa to velik plus prav za študente, ker je lahko zelo, zelo osebno naravnano tudi pedagoški načrt, zelo naravnan, osebno se lahko več ali manj profesor prilagodi ali posveti posameznim študentom. Glede samega dela, ja, seveda je možno, da študent ima neko študentsko delo. Imamo primere tudi, ko je tudi študent že redno zaposlen, kar nekaj takih primerov imamo. Jaz bi rekel, da tukaj ni toliko važno zdaj delo ali ne delo, ampak koliko bo uspel študent slediti predavanjem. Izkušnje imam, da če je na primer študent praktično izostal pri vseh predavanjih, da je potem zelo težko ali pa skoraj nemogoče opravil izpit oziroma vse obveznosti, ki so potrebne pri študiju. Medtem ko nekdo, ki je kljub delu sledil predavanjem ali pa bi rekel, bil povezan tudi s sošolci, to se pravi, da so sošolci nekako mu posredovali ali zapiske ali literaturo in tudi, da je imel reden kontakt, pa mislim, da ni bilo nobenega problema oziroma lahko študent opravi obveznosti in tudi potem izpite, ko pride čas za to. Vsekakor pa
ne bi svetoval načrtovati študija, da bi že vnaprej predvidel študent, češ saj na predavanja pa ni treba ali ne morem hoditi, ne? Ker potem pa res nastopijo težave. Mogoče še tukaj dopolnimo oziroma dodajmo, da so pa večina predavanj poteka dopoldne oziroma nekje do 16. ure, pa da je nekako urnik tako sestavljen, da je en dan ponavadi v tednu prosto, se pravi, da so predavanja na tisti dan, ko jih so, jih je čim več, tako da tudi za vozače, pa tako da je prilagojeno. Urška, mogoče še za vas eno vprašanje, vi ste bili tudi na študijski izmenjavi, prav tudi smeri religiologija, in kako bi pa primerjali potem ta program interdisciplinarno? Ja, jaz sem v drugem letniku religiologije sem se odločila za Erasmus v Belgiji, v Leuven. Mislim, da je bila to ena mojih boljših odločitev. Ja, da primerjam recimo našo fakulteto v Ljubljani z fakulteto v Leuvenu. Razlika je v tem, da jaz, ko sem prišla tja v razgled, je bilo noter 30 ljudi, medtem ko pri nas, ko sem bila v razgledu, sem bila, če je bila sreča, morda nas je bilo 4-5. Kar pomeni, da je, tako kot je rekel profesor Osredkar, ni več nekaj tistega, kar sem bila navajena, nekega tega osebnega odnosa s profesorji. Je takoj neka ta distanca, on ima tam 30 študentov. Je pa tako, da je tudi, kar je zelo zanimivo tam, no, jaz sem bila, v bistvu oni imajo, to je angleški program, kar pomeni, da so vsi mednarodni študenti skupaj. In tam dejansko smo bili v enem razredu različne kulture, to je bilo ljudje iz Amerike, ljudje iz Indije, Afrike. In v bistvu že v tistem, ko sem bila jaz v kontaktu z njimi, sem videla to kulturna razlika, ampak obenem tudi v bistvu smo bili načeloma recimo 2 katolika, en iz Afrike, en iz recimo Evrope. Pa so se delali neke, v bistvu je bilo isto, ampak ni bilo isto, ne. Tako da je bilo zelo zanimivo opazovati te različne kulture, kako v bistvu delujejo, kako oni gledajo na svojo religijo, na svojo vero. Tako da meni je bilo to zelo fascinantno, no. Kar se tiče dela, glede študija. Predvsem glede programa, no. Glede programa. Oni imajo v bistvu, ja, je večji program, to je vsekakor, ker je večja fakulteta, so večje skupine razredov, imajo zelo velike povezave z drugimi fakultetami. Zelo odprto je to, da lahko v bistvu ti prehajaš, da si lahko zbereš programe izven svoje fakultete. Kar se tiče religiologije same, imajo zelo širok spekter izbire, prav da si dotično zbereš dotično religijo, katero potem v bistvu na neki način raziskuješ. Imajo profesorje, ki so za dotično stvar, imajo recimo profesorja, ki deluje zgolj in samo na eni besedi iz Svetega pisma, iz Stare zaveze recimo. In v bistvu, ker je toliko večja fakulteta, zelo težko je primerjati našo z njihovo. Ampak vam je pa podlaga, ki ste imeli tukaj, pač bila dovolj dobra, da ste lahko sledili? Jaz nisem imela nobenega problema pri sledenju. Tako da, kar sem se tle naučila, je bilo dovolj dobro tudi za Leuven. Super, hvala. Bi še katera od vaju želela podeliti tudi svojo izkušnjo, oziroma kaj vam je študij dal, kje vam danes koristi v življenju smer religiologije in etike, ne vem, ali tudi v službah oziroma pri študiju nadaljnjem, ki ga uporabljate, vam kaj pride prav? Maja? Ja, pri nadaljnjem študiju vsaj meni zagotovo, ker pač nadaljujem smer religiologija, ki je sicer pač mogoče na tej 3. stopnji še malo bolj interdisciplinaren, ker so povezane 3 fakultete. Tako da ja, to zagotovo pri študiju je super osnova za nadaljevanje. V službi, mislim,
pri samem delu ne, ampak povezovanje s sodelavci pa, ko slišijo, aha, ti si pa iz teološke fakultete, potem jih zanima 1001 stvar, no, in je zelo dober za prebit letno, za začeti pogovor. Tako da, ja, zagotovo ima svoj. S tem, da etika pa vse povsod zdrži, ne glede na to, v katerih odnosih smo. Drži, to pa. Super, hvala. Jaz bi se vam zahvalila. Profesor Osredkar, bi še karkoli dodali za na konec? Vabilo vpisu? Za zaključno misel, mladi, ki se odločate za študij, ne imejte pred očmi samo delovno mesto in denar, ki ga boste zaslužili, ampak se odločajte na osnovi tega, kar vas zanima, oziroma kamor vas srce vleče. In če imate vprašanja, predvsem vprašanje, na primer, zakaj še danes v 21. stoletju ljudje verujejo. In če se zanimate za različne religije, pridite oziroma vpišite to, kar vas zanima, naš program. Glede delovnega mesta in prihodnosti in službe, to se vse potem uredi, če je človek zadovoljen. In jaz sem prepričan, da študenti na naši fakulteti najdejo neko zadovoljstvo, bodisi v teku študija, bodisi ko imajo diplomo v žepu, in to se mi zdi najvažnejše. Hvala, mi vas vabimo k vpisu, vabimo vas tudi na informativne dneve, ki bodo potekali 14. maja ob 15. uri. Drugače pa vse informacije najdete tudi na naši spletni strani, sledite nam lahko tudi na Instagramu, Facebooku, drugače pa za kakršnakoli vprašanja glede študija lahko se obrnete na profesorja Osredkarja, lahko name ali pa na naše referente. Želimo vam lep dan, ko boste tale posnetek gledali, in da se tudi vidimo na naši fakulteti. Srečno!